Ja, gospod, s čim se pa vi ukvarjate, da tak dober avto vozite? YouTuber sem. Ja, dobro jutro. Če bi lahko temu rekel, dobro jutro, ura je 3:50. In jaz sem tukaj pred kreativnimi najemi, avtobrokerjem. Gremo spet v Minken in sicer, kaj gremo odpeljati, Zdravko? Tudi Hurakan se ne da servisirati v Ljubljani, tako da. Tokrat gremo pa malo v drugačni zasedbi, živijo? Dobro jutro. A si kaj tokrat manj zaliman kot zadnjič? Mogoče kanček manj. Kva si mi to danes pripravil? Nekaj drugačnega? Drugačne barve. Daj ti meni povej, koliko bomo danes tankali? Dočepaj tako, dokler ven ne pride. Danes smo bolj zalimani kot zadnjič, ker je bolj zgodaj. Sem mislil, da nisem, ampak vidim, da sem. Glej! Kaj je, Zdravko, takoj neki na dobro jutro telovadiš? Stari, iz tega Lamborghini raste. Pa zdaj 2 evra. Na, evo ti Lambo. Folk se pizdi name, da sem zaliman, da nisem niti bleda senca prejšnjega našega potovanja. Dej jaz folku povem, kakšen si ti danes, a ne? Se pravi, vsi veste, kakšen je Duracell zajček, no? No, Dino je danes taki sorti zajček. Daj mi povej, raj ti, kaj bomo mi danes počeli. Danes bo to izgledalo skoraj kot ponovitev od zadnjič, ampak peljemo zelenega Hurakana na servis, poberemo Bentley, o katerem smo zadnjič govorili, in pičimo domov, zato ker je zvečer premiera filma Lamborghini Man Behind the Story. Tle so spet pred Lamborghini, za vse tiste, ki ste občutljivi, Lamborghini salonom in evo ga, en lepotac je za mano. Edo, kakšna bo zdaj to operacija? Po domače vzame ga ven. Jaz sem dobil to čas, da se na to ležem, tako da gremo. Ojoj. Sam čas. Je skoraj tako, kot pri moji Honda S2000. Nekaj tako dol. Samo da je ta bolj igrca, PlayStation. Ok, kje ima zdaj to za pržgati? Tukaj dol, no? Sem mislil, da dol pržgal, kaj je neki vergu. Skoraj ga je S2000. Skoraj! Ohoho, Amerika! Joj! Dino, pazi, tam je... Pa če se malo dotakne, koliko bo škode? Mislim, da bo šel peš nazaj iz Minhna v Slovenijo. A sam to? Tak, da jaz vidim. Kje ima to D? Na volanu daš, v prestavo daš tolo. Kje? Klikneš, vse. Ok. Ovo bi malo več Forco igral. Ja, gospod, s čim se pa vi ukvarjate, da tak dober avto vozite? YouTuber sem. Prvi slovenski YouTuber, ki je zaslužil za Lamborghinija. Splača se biti YouTuber. Daj, direkt iz salona, ne? Direkt. Vse bi mi pasal, a? A piska on, ali bo on slišal? Bo zabobnel. Ok, ročna. Pa. Gor, zdaj ne vem. Če tukaj je rekel. Aha, koliko vas stikal, da niš pojma. Evo ga, pa smo jih parkirali en zraven drugega, da malo vidite, kakšna je razlika. No tale tukaj si vzgleda, da ima malo dodatne opreme, pa malo dodatnih nalepk. Kjer ga bi izbral zdaj? Sivga ali zelenega? So gledaj, koliko je dvignil, stari, kot džip. Pa to ima zihar nastavljivo podvozje. Kaj je to razlika, ta pa ta modela dva? Kaj je razlika? To je Evo, to je Performante. Se pravi, Performante je prva serija Hurakana, najmočnejša verzija, 640 konjev. Mišljen oziroma zamišljen je predvsem za pisto, se super obnese na cesti, ima več karbona, bolj opasno zgleda. In ko so naredili facelift Hurakana, se pravi isto moč, isto 4-kolesni pogon ima Hurakan Evo, ki je lahko ali v verziji kupeja ali kabrioleta. Ta najmočnejša verzija aktualnega modela, STO, ima pa lihtogo 640 konjev, ampak ima samo zadnji kolesni pogon. To je pa tale oranžen. Stari, jaz bom kar noter gverila, vleto briga mene, če vdo kje zati žluto.
Da mi povej, zakaj smo mi sploh pripeljali tega na servis, kaj je treba narediti? Redno vzdrževanje zaradi podaljšane garancije. Aha, to je še vedno kar novo, ali kva? Ja, Kjer letnik je ta naš Huracan? ta zelen je 2020. Aha, se pravi, to je čist brand new. Koliko ima pa kaj kilometrov? Če se ne motam, jih ima tale nekih 30. Kva pa je to za en mašina pa konji? Tale ima V10 motor, 6.2, Tam nekje. Ja. konjev ima pa, če se ne motam, 640. Koliko je to denarja? 750. 6,5, se pravi, ta je 6,5 V12. Aston Martin je malo malca za tega, 750 000 evrov. Ampak z davkom. Kva si rekel, če sem opazil? Kakšno barvo ima ta avto? Gled, le je bolj temen, kakor tam. Vas zanima, koliko šta? 80 000 evrov stane barvanje. 80 000 je ta. Tako, barvanje, ne ta. Edo, kaj pa praviš na tole barvo? Neon, green, Ja, lime ta bi green. bil za obosno ta prav. A ne? A za Bosno, zraven fasade, da paše. Evo ga, ratal mi je posnet, tokrat sem se naredil na umanga. Prejši smo jih vprašali, pa niso pustili. Tokrat sem pa kar v letu pa naredil. Včasih se splača delati malo na umanga, tudi kaj pridobiš. Evo, zdaj pa Primož dela za TikTok od avtobrokerja. Nas imajo pa radi. Kva zdubu, hvala lepa. Evo. Hvala, aj čao. Ajde, čao. Gremo. Dober deda mraz od Lamborghinija. Joj. Stari, za ovo će žena reći da lahko tudi v ono prepovedano. Kaj ste razbil to? Čokoladicu. A bi ti to čokoladicu? Ne bi. A bi malo drugčiju čokoladicu? Jaz bi tiskaj prepovedal. Čak, zdravko, smo mi naročili zdaj Lambert ali nismo? Nismo nič naročili, ker do 2025 ne moramo nič naročiti. Kaj, neš para, rabiš kakšno posilo, kvan? Rabam posojilo jaz zmeri, a ne. Mi smo naredili kariero na tujem denarju. Pa ne, daj povej, kako do 2025, ne razumem. V bistvu imajo proizvodnjo za Filano, potem Lamborghini je zdaj na nekih lovorikah, ki želijo, imenujmo mene in vse ostale, ki nismo pooblaščeni trgovci z Lamborghinijem, izriniti iz posla. Zgleda, da bojo upeljali pogojevanje nakupa Lamborghinija samo na način, da si pripeljal starega Lamborghinija, vzel novega Lamborghinija, da novega Lamborghinija ne boš mogel direktno kupiti, ampak ga boš moral financirati, vse z namenom, da se novi avtomobili ne bi mogli dati takoj na trg in preprodati. Seveda se jim bo ta zadeva maščevala, mogoče ne prvo leto, ampak dolgega veka ne bo, ampak dejstvo je, zdaj jih ne moremo kupiti, pa tudi za vnaprej jih ne moremo naročiti. Ne mi, ne kdorkoli drug. Kva pa to, ker smo zdaj prišli pred Bentleyja. Tale maska v živo je ogromna. Te avtomobili so veliki avtomobili. Ta je pa dober, ka ima tako krom zaključke. Pa feltne so tudi krom. Pok si ne bi mislil, da teli Bentley so taka luksuzna vozila, so cabrio. Ka bi si rekel, da ljudje hočejo pač, da je čim bolj tiši, ampak verjamem, da ta streha je malo drugačna streha, kakor pri moje S2000, ka nič ne slišiš. Tukaj imaš pa še enega SUV-a, no ta je pa bolj tako predsedniški. Poglej, koliko je ogromna, dolga to limuzina. Ta kjer je zdaj grd? Kva si rekel, kdo je grd? Ta Aston Martin, to ni grdo. To pa ne. Ta je lep. Old school sem takrat, ker vam pršel ni bil grd. Čeprav jaz se pozna razlika med starim pa novim. Kva je, Edo, se odločil, da si kredit dvignil? Ne morem. Ne, Sem da- že prezadolžen. Ali ne da žena? Ja. Ona bi dala za tak avto. Ona bi dala za tak avto. No tole je pa ružno, če mene vprašaš. Se po moje se pelje res lepo sam. To je pa tako res, če si 80 star. Pa če si 80 star, nimaš kaj voziti. Kaj je pa to zdaj? Evo ga, brand new ključ od Bentleyja. Wow. Poročilo za ženo. Ženo, prihajam domov. Tukaj si rekel, B je verjetno zato, ker je brand new, a ne? Ali je busanac? Kaj zdaj? B kao busanac. Ne, če furi B, zato, ker je bil. A ja, bil. Ajde, Edo, podpisuj to. Ti si garancija, da sve radi. Evo ga, Bentley je moj. Here. Kdo bo imel čast, da bo prvi zapeljal to lepo, elegantno vozilo? Ja, barvna kombinacija je pa top, stari. A gled tole, stari, gled to lepoto. Kaj da bi res neki diamant bil. Da si pogledamo. V12. Zdravke, ok, zdaj smo parkirali avto, zdaj Edo porihta, zdaj pa pičimo. Daj mi povej cifro tega avtomobila. Imaš rad kompas? Severno od 400, južno od 500. Ok, bom najdu. Glej, kakšno bedarijo sem na telefonu, predsedniško opozorilo. Kaj je to, pizda? Glej to, hej. Kaj je to? Hej, glej to, kaj je to, neka katastrofa.
Katastrofa. Rit. Yeah, in Germany, it's 11. It's 11. We the have, it's an information, it's a test that we have. What? Če bi bila pizdarija. A kao katastrofa, we have sirens. Once in Saturday. Ooh, you get it on phone. To ni sobota, to je četrtek jebote. Prvič v lifeu vidim to. We have, Ej, it's a veš, a zakaj je test to? for A veš, zakaj je to? alarming. For To je zato, ker med delovnim časom držiš flašo šampanjca v roki. I thought it's because they think we stole Bentley. Edo, daj nekaj govorit, začni delat, meni se mudi domov. Danes imamo premiero Lamborghinija. Ti pa tle s temi jajci Bentleyja strašiš. Bom se pogovoril s svojim šefom. Zadnje cajte me vsi napizdevati. Danke für eine, kako se kaže, Bentley, good Bentley, nice, Schane, schön Bentley. wunderschön. Wunderschön, ali wunderbar. Yeah. Amazing. Ej. Amazing. Ej, a hočeš dobesedni prevod wunderschön? Ej, Čudo od lepote. Ajde, ja bi se volio za 400.000, idemo. Veš, koliko bi jih mene grlilo, kad bi ja 400 evrov pustil? Joj, od 20 let naprej. Samo ena hitra umestna. Šli smo v Aston Martina pogledati, če je kakšno novo vozilo in so. Gremo pogledati, kjeri. Kaj pa je tole? To je neka posebna fora, gled to. Sploh nima šipe vspred. Wow, to je pa res ena posebna izvedenka. Sam, če dež zapade, ko s tem? Tell me, what's this car? Aston Martin V12 Speedster. Speedster? Yeah. What's the point of this car? It's very rare and it's of course very special because there is no windscreen and no roof, so really a collector's item. Yeah. How much is it? What's the price? It's about 1.1 million euros. 1.2. Oh, okay, give me two of them. You have two of them? Yes, we got two. Oh, two of them. Okay, one for here and one for home. Thank you. Edo, kva se neki navdušen nad tem DBX-om? Všeč mi je. A ti všeč, a? Zdaj je meni tale Rita zadnja zleja, kaj pa je patak. Če smo že tukaj zunaj, imamo pa tukaj eno lepotico. Nijem pojma, kjer model je, ampak vidim, da je malo starejši. Jaz sem skromen, no. Bi bil tudi s tem zadovoljen, čeprav ni glih zadnji model, ampak dajte vi meni povedati, a bi vi bili zadovoljni s tem? DB9. Edo, prvi občutki vožnje, ker zdaj malo težji avto vozimo. Zelo težki občutki, zelo. A res? 900 kg teži. 900 kg težji. Tako. Oh my god, pa že, ker smo šli sem čutil to težo. Smo bili težki, a ne? Ja. Koliko bomo natankali? Do konca. Do kraja. Vedno do kraja. Do jaja, pravijo. To nisem jaz A rekel. žena ve. Ne, če Edo, neki mi izgledajo tukaj prazne gume, le to. A si ti kaj pumpo te gume? Skozi pumpam, preverjam, Bentley je težek, nimam, okej. Edo, cel dan si sam sedel, prosim, da začneš delati, da se lahko poberemo na premiero. Jaz ne vem, kdo te plača, sem da te jaz, tole bilo malo drugače. A si ti slišal, kako pravijo v Bosni, dok si zdravi, voda ti je sladka. Pejt, gremo, čop. Ajde. Skratka, cel dan, cela noč brez spanja, ampak cilj je uresničen. Bentley je doma, mi imamo pa še eno stvar, ki jo bomo naredili in to je... Premiera Lamborghini, Man Behind the Story. Juni 4 tam Lamborghini grejo tja, pred Cineplex, da se malo pokažejo, da kakšnega kaj spijemo, seveda brezalkoholno in gremo gledati film. Tako, in tistih 6 nagrajencev na nagradni igri na TikToku, kapljajo eden po eden in oni bojo tisti, ki vam bojo mogoče pol povedali, ali se v tem avtu splača zapeljati ali je to pač kar neki peloses. A je to normalno pri tebi ali kako? Ne, vsi tisti, ki zdaj pišete prošnje za delo, to ni navaden dan v življenju avtobrokerja, ampak je pa pogost dan v življenju. Pogost. Ajde, pa gremo v kino. Evo ga, prišel sem postavil avtobroker, Lambo te lepo na ogled, lepoci lepo spadajo tam, kjer morajo biti in sicer pod soj luči. Zdaj gremo pa noti kino. Zdravko. Kdo je zdaj Sanski? Ne gledaš televizije? Moram povedati, mi smo vedno govorili Lamborghini. Pa je ni prav. Pa je ni prav, ampak to mene sploh ne zanima, ker mi v Jugi smo govorili vedno Lamborghini. Zdaj neki oni se uporabljajo kao neki fancy Lamborghini.
Jaz ne vem nobenega Italijana tukaj, da bi meni govoril Lamborghini. Tako da mi rečemo Lamborghini. Ampak če reče Lamborghini, je tudi v redu.